Lepo pozdravljeni v današnjem webinarju in sicer z naslovom Kako optimizirati prodajne in vodstvene procese v kriznih situacijah. Tukaj z mano, seveda na drugi strani tudi Silvester Kmetič. Silvester, pozdravljen. Ja, lep dober dan vsem, ki nas spremljate zdaj v živo in seveda lep dober dan tudi vsem tistim, ki boste to gledali kot posnetek. Hvala tudi, bom rekel, v začetku za vsa vprašanja, ki ste nam jih poslali. Da ste nam, moram priznati, zelo pomagali, da smo imeli čudovito iztočnico. In ja, toliko na začetku za pozdrav. Andrej, izvoli. Ja, najprej na začetku si dajmo vseeno pogledati, Silvester, kakšna so tista dejstva, ki nekateri, s katerimi smo se pogovarjali, so rekli, ok, je kriza, ni kriza, ne? Ok, tudi midva bova predstavila naše strokovno mnenje, kakšna situacija to je, ampak dajmo si na začetku vseeno pogledati konkretna dejstva, ki jih tukaj, se pravi, pred sabo že imamo. In te kar povabim, Silvo, da ti nadaljuješ v bistvu z stvarmi in sicer na način, poglejmo si, prvo, ogromno dejavnosti so enostavno prepovedali, ne? Potem druga zadeva, ljudi je zajel na nek način strah. O tem bova kar nekaj stvari tudi povedala, ker to je zelo močno povezano med samim tem delom vodenja ljudi in pa seveda tudi na nek način, kako mi delujemo kot oseba. Potem seveda onemogočeno je planiranje, oziroma zelo težko stvari planiramo naprej in si je treba te stvari postaviti v neke krajše okvirje, kot smo jih bili vajeni do sedaj. Potem dejstvo je, da lahko govorimo, da je delo od doma prednost, lahko je delo od doma slabost. Jaz sem v svoji karieri ogromno časa preživel, sploh ko sem delal s korporacijo, v bistvu delo na daljavo ali delo od doma, ne, zelo podobno. Kajti se pravi, sem zelo tudi vajen, se pravi, te druge komunikacije. Potem doma, predvsem v tej korona situaciji, ne, doma z otroci. In enostavno ljudje, vodje, posamezniki, zaposleni, smo se znašli, vključno z mano, ne, se pravi, razpet med otroci, med družinskimi dejavnostmi, med šolo, ne, in seveda zato pridemo na zelo močno temo, ne, realna organizacija časa, kjer midva kot coacha vidiva, da v bistvu tudi največji problem. Ne? Ok. Silvo, tukaj imam jaz eno konkretno vprašanje, ne? Pod drugo točko sem omenil, se pravi, ljudi je zajel strah. Ne? Ti kot coach, če nam lahko na tem mestu razložiš, kaj je v bistvu tukaj tisto, ki je povezano s strahom, v bistvu najtežje, s katerimi stvarmi se ljudje soočamo. Ok, super. Zdaj jaz sem tudi povabil tisti, ki ste zdaj v živo zraven, seveda dajte nam postaviti čim več vprašanj in tisti znan stavek, ki ga povemo večkrat v začetku, več kot boste vi postavili konkretnih vprašanj, več boste seveda lahko tudi dobili odgovorov. Imamo pa za vas tudi eno presenečenje, vsi tisti, ki boste aktivno sodelovali zraven in ki boste postavljali vprašanja, ki boste nas kakorkoli kontaktirali vmes, seveda med tem javljanjem v živo, se pravi, tudi to je nov način komunikacije in bi se tudi rad zahvalil Gospodarski zbornici Slovenije, da nam omogoča, da se podjetniki, gospodarske družbe med sabo tudi na ta način povezujemo, teda čudovito, hvala lepa. In tudi mi dva z Andrejem oziroma pri nas na podjetju KHD smo se odločili, da bomo nekateri med vami, se pravi 5 med vami bomo dali eno čudovito darilo, ampak o tem ob koncu več kasneje. Teda res vas povabim, bolj ko bomo šli v vsebine, dajte aktivno sodelovati, postavljati vprašanja. Saj to, kar se bomo danes pogovarjali, oziroma kar se že pogovarjamo, so ene najbolj zanimivih oziroma za marsikatero podjetje dejansko celo življenjsko pomembnih tem. Zdaj, katere dejavnosti vse so bile prepovedane, Andrej, tako si rekel, ne vem, če ima smisel, da zdaj tu izgubljamo minute. Večina tistih, ki ste bili prizadeti s tem, če lahko rečem temu prizadeti, se tega zelo dobro zavedate. Nekaj 100.000 ljudi je dejansko pred skoraj 2 mesecema doživelo, jaz dostikrat to imenujem naslednje, se pravi, voziš se po avtocesti,
ostanimo pri realnih omejitvah, se pravi 130, in morda pogledaš samo v zrak ali pa kihneš in enkrat imaš ne 10 metrov, temveč 1 meter pred seboj, bom po štajersko povedal, povpreko postavljen kamion, ne moreš se omakniti ne levo in ne desno in bum. To je to, kar se je v resnici, lahko si mi govorimo zgodbe, kar se je v resnici marsikateremu podjetju zgodilo. In seveda podjetje, ko rečemo podjetju se je zgodilo, podjetje smo ljudje. In ko se take nepredvidene situacije v življenju zgodijo, je to enako, kot če se vam v poslovnem, kot če se vam v privatnem življenju zgodi. Jaz bom zdaj povedal res najhujše primere, ki se vam lahko zgodijo, recimo, da vam nenadoma, Bog ne daj, umre partner, da vam nenadoma, mogoče pustimo partnere, da vam nenadoma umre starš, sploh če ste vi mladi, pa da so še vaši starši relativno mladi, da v kakih drugih situacijah raje ne govorim. To je primerljivo s tem. Zato, ker to, kar se nam je zdaj zgodilo, na to ne moreš biti pripravljen. To je situacija, ki se je zgodila prvič v zgodovini, da dejansko celotno svetovno gospodarstvo skoraj da stoji. Zdaj pa gremo o tem, Andrej, kaj imamo mi tu gor napisano, oziroma s čemer sem se v zadnjih mesecev in pol ukvarjal z ogromno podjetniki. Veliko ljudi me je klicalo v tem obdobju in me spraševalo na en način za konkretne nasvete, na drugi strani pa dejansko so me, mirne duše lahko rečem, tudi prosili za osebnostni coaching. In to ljudje, ki bi se mi pred 3 meseci, in se mi je to tudi zgodilo, nasmejali, ko sem jim ponudil, da bi naredili kdaj kakšen osebnostni coaching. Ampak v tej situaciji seveda ljudje iščejo rešitve. In kaj se zgodi, ko doživiš tak strah? In to vidimo zdaj zelo lepo. Na eni strani je strah tisti, ki na nek način povzroči stres. In to verjetno večina med vami poznate, tisti, ki ste podjetniki, gospodarstveniki, vodje prodaje, prodajniki, karkoli ste, vse o tem se bomo še kasneje pogovarjali. V situaciji, ko te je strah oziroma ko doživiš tako močen stres, imaš 3 reakcije. Beg, borba proti temu ali pa freeze, se pravi, da zmrzneš. To so 3 situacije, ki nam jih možgani skreirajo. In hec je v tem, da je to trajalo nekaj časa, da je ta situacija za marsikoga, kljub temu, da danes v medijih govorijo spuščanje ukrepov in bla, 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 ta situacija traja še danes. Se pravi, tukaj smo v gospodarstveniki, podjetniki med seboj, marsikatero podjetje, tudi tisti, ki so čakali na neko pomoč ali pa subvencijo države. Nekateri so v prejšnjih dneh to dobili, nekateri še do danes tega niso dobili. In ta strah je dejansko, namesto da bi bil manjši, jaz vidim, ko se pogovarjam z ljudmi pri tistih, ki so v tej fazi, je ta strah vedno večji in večji. In potem, če si zdaj predstavljate, da imate tu zgoraj strah in potem v sredini je pa eno stanje, ki se imenuje jeza. In poglejte, kaj se dogaja v zadnjih 14 dneh ali pa v zadnjih 3 tednih. Je ljudem ta strah prešel v eno stanje, ki se v resnici imenuje jeza, ampak ponavadi vemo vsi, jeza je popolnoma emocionalno stanje, ki z racionalnim kaj grozno dosti stvari nima. Potem pa kot transolucijski coach vam povem še eno stvar, zraven je ponavadi prisotna še ena zadeva, ki se imenuje sram. Se pravi, mi imamo zdaj skupaj kombinacijo strahu, ki je bil zgoraj, vmes je nastala jeza in potem tudi še sram. In tudi sram absolutno vpliva na jezo. In jaz sem prepričan, oziroma vem, da marsikdo se zdaj trenutno, ja, vrhovni je strah, ampak da se zdaj trenutno nahaja v stanju jeze. In jaz eno stvar povabim in z Andrejem vam bomo danes pokazala konkretne stvari, kako stopimo iz tega stanja jeze ven v neko, jaz bom rekel, ne bom govoril o pozitivnih stvareh, ampak vsaj v stanje 0, se pravi v eno racionalno stanje, v katerem lahko začnemo razmišljati, kaj natančno je potrebno zdaj narediti in tudi kaj natančno je treba narediti, vam bomo mi dva z Andrejem danes povedala in pokazala. Vse to, da dobite ta okvir in da se zavedate tega, da je ta reakcija, ki ste imeli, kakršnakoli reakcija je bila na to situacijo, je za vas ok. Zakaj je ok? Zato, ker je to vaša situacija. Meni je žal, da tega webinarja nismo naredili že pred 1 mesecem,
ampak nikoli ni prepozno. In še enkrat hvala Gospodarski zbornici, da imamo to priložnost, da danes z vami delimo te znanje in izkušnje. Je pa še ena stvar, preden bomo res aktivno 100% začeli z vsebino. Lahko smo mi vsi pametni, tudi mi trenerji in coachi. Sam sem ravno tako podjetnik in tudi v svojem podjetju, se pravi ne tem izobraževalnem, temveč tistem drugem prodajnem podjetju, moram priznati, da smo imeli zelo velike izzive in sem vesel, da smo podjetje obdržali na nekem nivoju in da zdaj počasi stvari poganjamo naprej. Je pa še ena stvar. Ljudje, ki sploh ne vejo, kaj so krizne situacije, zelo težko zdaj v tem trenutku sodijo in pametujejo, kaj natančno je treba narediti, še posebej tisti, ki sami niso podjetniki, ki niso gospodarstveniki, ker sedeti doma, prebrati 3 knjige, poslušati 2 stvari je zelo lahko in lepo in enostavno. Mi dva z Andrejem pa zelo dobro vemo, kako to izgleda v realnosti, ko se moraš postaviti sam pred 20, 30, 40, 50, 150 ljudi in ljudje pričakujejo od tebe kot vodje, kot lastnika, kot direktorja, kakorkoli neke rešitve. In čudežne palčke nima nihče, tudi Andrej, tudi jaz nimamo čudežne palčke, vam bomo pa precej stvari povedala danes, kaj v resnici se da v takih situacijah narediti. Tako da, evo, toliko ni. Silvester, hvala ti za vse tele iztočnice. Mene pa tudi tebe verjetno zanima, kateri so tisti udeleženci oziroma iz katerih panog prihajajo, da na nek način, da se tudi med sabo spoznamo, da vidimo, kaj najni udeleženci počnejo na drugi strani, kakšnih podjetjih so, kakšne so njihove funkcije. Tako da bom jaz kar prešel na tale Mentimeter in sicer povabim vas, vsaj še nekajkrat bomo uporabili to, da bodisi ali na telefonu ali pa na računalniku greste vsi na www.menti.com. Jaz vem, da vse te stvari so nekateri oziroma ste nekateri že uporabljali, tako da verjamem, da vam bo enostavno in tam notri potem upišete kodo 892774. In seveda, samo da tudi jaz preklopim, na to boste potem izbrali panogo, iz katere prihajate oziroma vezano na vaše delovno mesto. Se pravi, greste na www.menti.com. Samo trenutek, da jaz tudi to delim. Se pravi, takole. Da delim tole in že dobivamo prve rezultate, katere tudi vi vidite. Zaenkrat največ vodij prodaje, direktorjev prodaje. In pa ostalega. in pa ostalega. Ok. Super. Da vidimo, kdo bo zmagal, ali bo zmagalo ostalo, ali bo direktorji, ali vodje. Še. Yes. Kako lepo krogci se sestavljajo. Super. Okay. Glede na to, da nas poslišite in vidimo, da vas je res, se pravi, večina direktorjev prodaje, vodij prodaje, nekaj malega marketing, prodajniki, komercialisti, dajte postavite vprašanje. No? Še enkrat bom ponovil, mi dva z Andrejem imamo sicer agendo pripravljeno, bolj konkretno vprašanje, kot boste postavili, zdaj vidim, da vas je precej, bolj konkretno vprašanje, kot boste postavili, bolj boste odgovore lahko dobili. Ok, super. Več ali manj, jaz bom, tole se pravi zdaj, še zadnjih par odgovorov, počakamo še 10-15 sekund in potem gremo. Ok. Več ali manj smo vsi. Gremo naprej, za vas sva pripravila še eno vprašanje in sicer je vedno to povezano s tem, da ko se neke stvari lotevamo na nove, ko si vzamemo čas in vi ste si danes vzeli čas v vašem urniku za pridobivanje novih znanj. Jaz vam lahko povem in bom kar v množini povedal, se pravi, ko si midva s Silvestrom vzameva čas, je to res nekaj, na kar dava maksimalni fokus in
ko daš enkrat maksimalni fokus, potem tudi dobiš ven maksimalni rezultat. In verjamem, da si tudi to vi želite, zato si poglejmo še, jaz sem zdaj zamenjal, se pravi slajd, napišite, prosim, nadaljujte, se pravi, pričakujem, kaj pričakujete danes od naju. Silvo je že prej sam rekel, postavite nam vprašanja. Bolj konkretno, ko boste postavili vprašanja, lažje vam bova dala konkreten odgovor. Tako da vas kar povabim, da napišete, ostanete na isti povezavi in napišete, se pravi, kaj pričakujete danes od naju in od našega druženja. Ok, da vidimo, kdo bo prvi. Pričakujem, ok. Direktor, iskanje novih priložnosti. No? Ok, super. Ok. Še kar nekaj. Ne, čakamo. Kar več stvari napišite, več stvari, ko nam boste izpostavili. Kljub temu, da sva z nekaterimi bila na vezi, verjamem, da je poleg iskanja novih priložnosti še kaj drugega. Ne? Rešitve v času COVID. Ok. Primere dobrih praks. Dobite 2, konkretna. Vodenja in prodaje nadaljavo, konkretne napotke za optimizacijo, kako konkretno ravnati na trgu, ki se spreminja, kakšne pristope izbrati. Silvester, ti vidiš to? Vidim. Ok, super. Koristeno uspešno zagotoviti pretok informacij z delom nadaljavo. Ok, evo, to je to, kar mi zdaj delamo. Šalim se malo. Ja. Konkretni prejne rešitve posebej lastnih izkušenj na teoretičnem dolgo času. Ok. Da se porodijo kakšne nove ideje, kako ostati optimističen v turizmu. Super. Ok. Dobro. Zdaj pa so se razpisali. Ja, nekaj časa je trajalo. Ja, kakšno dobro idejo. Ok, neki teh stvari se da združiti. Super, odlično. Zelo pomembno je, kasneje, ko bomo govorili o prodaji, je, da poznate svoje stranke. In zato je nama tudi zelo pomembno, se pravi, koristne nasvete glede vodenja prodajnih timov v novih časih. Ok, super. Kaj naj rečem drugega? Jaz še 5 sekund in bom ugasnil tole glasovanje in gremo nazaj na samo predstavitev. Samo da preklopimo prezentacijo, medtem pa Silvester, ti lahko kaj poveš. Ok, jaz bom povedal tako, precej izzivov ste dali, verjetno vam jasna ena zadeva, da v tej dobri uri, koliko nam je ostalo še časa, oziroma uro pa 15 imamo, na čist vse vprašanja direktno ne bomo mogli odgovoriti. Jaz sem si upal reči tudi naslednje, večina med vami, ali pa precej vas je takih, ki nas tako in tako poznate, tudi za kakšna individualna vprašanja bomo na voljo seveda tudi po tem webinarju, ampak gremo mi zdaj, kar precej izzivov ste dali. Jaz ne bi izgubljal čas, Andrej, jaz bi rekel to, glede na to, da vas je kar nekaj napisalo, ne samo filozofirati, gremo aktivno delati. Jaz vas eno stvar povabim, vsi, ki ste zdaj aktivno zraven. Prosim vas, vzamite si kozarec vode, vzamite si liste papirja, oziroma gradiva ste dobili. Jaz vem, da se sliši smešno, ker z Andrejem večkrat rečemo po starem, kljub temu, da živimo v dobi digitalizacije, list papirja pa pisalo, zaradi tega, ker to, kar sami napišete, si tudi bistveno močneje in hitreje zapomnite z roko. Tisti, ki pa želite in si boste delali v digitalni obliki zapiske, pa ravno tako. Jaz vas res povabim, dajte si za to uro in 15 minut, ker ste si dali čas, da ga boste investirali v to, izklopite si tudi, ne bom rekel izklopite, ampak dajte vaše mobilne telefone na tiho in jaz predlagam, gremo delati, action go, Andrej, štartamo. Ok, gradiva si ti omenil, jaz pa imam tukaj za vas eno misel, ki se je meni osebno porajala zdaj v zadnjih 2 mesecih v času korone, ko delam bodi si poslovne, osebnostne coachinge vezano na vodstvene stvari ali pa na prodajne. In
zelo močno, ne? Zakaj za racionalne težave iščemo emocionalne rešitve. In verjetno se tudi vam, bom rekel, na nek način poraja vprašanje, ne? Kakšna zdaj ima to veze, se pravi racionalno, kaj sploh pomeni racionalno, tudi v samem opisu smo vam napisali, se pravi, da bomo pokazali dva nivoja, se pravi racionalnega in pa čustvenega, v bistvu, kako tudi sprejemati odločitve oziroma kako te stvari peljati. In vprašanje je dosti široko in tudi seveda globje, pa dajmo si pomagati s tole slikco. Se pravi, vsi poznamo, da imamo levo in desno možgansko polovico, da je leva bolj, se pravi, usmerjena, vezano na merljive stvari, tudi vidite številke, podatke, grafe in tako naprej. Na drugi strani pa imamo desno polovico, kjer pa imamo, se pravi, glasbo, emocije, čustva, ustvarjanje, kreativnost in vse te stvari. In se pravi, mi smo kot človek in zelo pomembno je tukaj razumeti, ne, zakaj za racionalne težave iščemo emocionalne rešitve. Tukaj se mi zdi zelo pomembno, da povemo en podatek. Se pravi, ko imamo ta frontalni del možganov oziroma racionalni del možganov, kjer se pravi deluje s hitrostjo, če bi zdaj to po IT-ovsko povedali, računalniško, se pravi hitrost prenosa podatkov na racionalnem zavednem delu možganov poteka s hitrostjo 40.000 megabitov na sekundo. Ok? Bom tukaj to kar napisal, se pravi 40.000. Ok? Ko pa pogledamo, se pravi, na drugo stran emocionalni del, je pa tukaj 11, pazite zdaj, milijonov megabitov na sekundo. In zdaj predstavljate si, kakšna je razlika, ne, če potujejo podatki s hitrostjo 11 milijonov ali pa 40.000. Ogromna razlika. In zato tudi v bistvu, se pravi, ta emocionalni del vpliva na naš racionalni del in seveda se potem začnejo vklapljati, se pravi, strah, ki gre naprej v jezo, vklopi se sram in vse te stvari znotraj nas delujejo in v bistvu se na nek način med seboj prerekajo in nastane notranji konflikt. In zelo pomembno je tudi kasneje čez transolucijski biznis koncept, katerega bo še Silvester naprej predstavil, vedno pogledamo vse stvari iz dveh nivojev in se vedno vprašamo, se pravi, kaj je merljivo, kaj so dejstva, kaj so podatki in vedno preidemo na drugi, ok, kako smo se pri tem počutili. Čist en konkreten primer, včeraj sem imel en coaching vodstvenih veščin, in mi je vodja rekel, ja, jaz predam informacije svojim ljudem naprej, sem rekel, ok, zdaj pa mi povej, kakšen odziv dobiš od njih. Ja, včasih rečejo, da kaj težiš, na drugi strani včasih to sprejmejo, sem rekel, ok, česa je več? Ja, da več v smislu težimo, ker v bistvu, če nimamo pravega koncepta vodenja in v tem pravem konceptu vodenja bo Silvester kasneje tudi govoril, je to, da enostavno dobimo odpor. In ko dobimo odpor, se pri nasprotniku vklopijo čustva in ko imamo čustva, pridemo do tega, se pravi, da enostavno pride do te zamrznitve oziroma friza po angleško in enostavno oseba zblokira in v tistem trenutku ni učinkovita, ni efektivna in mi kot vodja nimamo nič od tega. Tako da, Silvo, jaz bi predal besedo tebi naprej in tudi zamenjam. Jaz bi samo, vem, da bo mogoče kdo med vami, sploh tisti, ki ste direktorji, rekli, ta dva zopet filozofirata. Ta uvod, ki smo ga naredili, jaz zelo direktno povem še enkrat, tudi sam sem podjetnik. Bom povedal ta podatek, tisti, ki me ne poznate, te države sem plačal do zdaj preko 10 milijonov evrov dajatev. To vam govorim zaradi tega, se pravim, tisti, ki me ne poznate, da veste, da nisem včeraj nekaj začel delati ali pa pametovati, ampak da vam to, kar vam govorimo, je res iz izkušenj.
In marsikdaj mi podjetniki ali pa gospodarstveniki, direktorji, vode prodaje rečejo, ja veš, jaz bi rad razumel svoje občutke. Kolegice in kolegi, razumeti občutke je nemogoče. Zakaj? Ravno zaradi tega, kar vam je Andrej tu gori zdaj napisal. 11 milijonov je enostavno premočno za to, da bi ga 40 tisoč razumelo. In jaz za vseeno stvar povabim, začnite poslušati in občutiti vaše občutke in enako rečem ljudem, podjetnikom, v tej situaciji, kot je zdaj, začnite razmišljati o tem, o čem razmišljate. Jaz vem, da se to sliši smešno, jaz vem, da se to sliši filozofsko in vam odkrito povem tudi samemu, ko sem to slišal prvič pred 15 leti, sem se nasmejal in se rekel, kaj zdaj ti ljudje meni filozofirajo. Ta način razmišljanja in povezovanja racionalnega in emocionalnega z limbičnim sistemom in vse ostalo me je pripeljalo do tega, da lažje in enostavneje upravljam stvari tudi v kriznih situacijah, tako v poslovnem kot tudi v privatnem življenju. Teda, Andrej, jaz bi te povabil, da gremo s slajdom naprej. Samo toliko, da razumete, zakaj smo to v začetku povedala, zdaj gremo pa delati stvari popolnoma konkretno. Ti boš, Andrej, še enkrat razložil to realnost prvega in drugega reda. Jaz vam bom pa razložil zdaj ta osnovni koncept, ki vas povabi. Mi bomo stopnjevali, glavne konkretne stvari boste dobili v zadnjih 20 minutah. Še enkrat ponavljam, toliko, da bomo vedeli, pri čem smo. Se pravi, transsolucijski biznis koncept oziroma transsolucijski biznis model je na nek način zadeva, ki je pravilno in zdaj pravi čas, da si ga enkrat v življenju naredite. In sicer... Silvo, oni ga imajo tudi na strani 3, ne? Na strani 3, ok. Veliko je bilo vprašanj, ki ste jih vi konkretno postavili. Ampak prosim, razumete me, kar vam bom zdaj povedal. Vi večina pričakujete sedaj od nas, da damo vam oziroma tebi konkreten odgovor, kaj naj narediš ti. Vam pa eno stvar povem, zelo težko je prevzeti odgovornost in nekomu reči natančno, ti moraš to narediti. Mi dva vam bomo danes povedala primere, mi dva vam bomo povedala, kaj je možno narediti. Ampak jaz vem, da vi zdaj vsi pričakujete, Andrej, prosim, če obkrožiš tisti zadnji del, vi vsi pričakujete danes dejanja in mislite, da boste zdaj dobili informacijo, da boste vi danes nekaj naredili in vam bom to čez en dan ali pa čez 2 dni preneslo drugačne rezultate. Jaz vas moram tu malo razočarati, tudi sam sem šel 2 meseca, oziroma mesec in pol približno, sem si sam delal ta proces, kljub temu, da ga poznam na svojem lastnem podjetju. Ne govorim o podjetju, ampak o enem drugem prodajnem podjetju. In zdaj je čas, da si naredite, vi si to lahko naredite v nekaj dneh. Se pravi, greste v preteklost. Imate tu v sredini not napisano prostor izkušenj. Jaz vem, da smo mi zdaj in tukaj. Se pravi, v tem prostoru izkušenj pa govorimo še enkrat o podjetju ali pa o vaši karieri. Meni je čisto eno, kaj boste to vzeli. In idite nazaj na začetek, na točko 0 oziroma na točko 1. Tisti, ki ste podjetniki, se vprašajte, kaj natančno ste tam takrat imeli, na kak način ste razmišljali, vse kako besedo več o tem vam bo še Andrej povedal. Se pravi, idite v preteklost. In v primeru, da vaša kariera traja 30 let, jaz ponavadi ljudem rečem, razdelite si to v 5-letna obdobja. Se pravi, če je 30 let, boste imeli 6 5-letnih obdobij. Če vaša kariera 5 let, si razdelite to v letna obdobja, prvo leto si pa razdelite v 2x,5 leta. Če ste pa nekje v sredini, si pa dajte v neka obdobja, se pravi enih 5 ali pa 6 različnih obdobij, si dajte in si jih pogledajte in si jih idite res analizirati. Zato prosim si dajte čas, kaj je smisel tega? Smisel tega je, da boste zopet ozavestili, in zdaj smo pri tistem racionalnem umu, da boste ozavestili, kaj vas je v preteklosti sploh pripeljalo do tega, da ste sprejeli tako odločitev, kot ste jo sprejeli. In potem gremo v prostor spoznanj, to bi po domače lahko rekli, tako kot se temu populistično reče zdaj in tukaj. Ampak prosim, in ta del je najtežji. In to boste dobili tudi domačo nalogo, da boste vmes naredili. Ker to, kaj vam bomo danes z Andrejem povedala, so konkretni nasveti, delati boste pa vi začeli po tem Zoomu oziroma po tem webinarju. Teda delo vas čaka potem kasneje. Se pravi, v tem prostoru spoznanj, tukaj v sredini, je moja realna situacija zdaj in tukaj. In jaz vam iz izkušenj povem, tu imajo ljudje največ problemov. Zakaj? V resnici problemov. Zakaj? Ker vedno hitijo v preteklost,
ali hitijo v prihodnost. Ne, to je tukaj in zdaj. Ne razmišljati o tem, dam primer podjetnikom. Če ste 20% ljudi odpustili, pa ste imeli prej 80, zdaj imate 60, recimo, dam primer, ne? Imate vi zdaj 60, jih nimate 80. Če ste vi imeli mesečnega prometa 3 mesece nazaj 300.000 evrov in imate v zadnjem mesecu promet, žal, dosti vas je takih, 0, je to vaša sedanja realnost. In največji problem je to, ker se ljudje niso v stanju postaviti tukaj in zdaj in to sprejeti kot golo dejstvo. Ampak vedno hitijo v ta spodnji del, o katerem je prej Andrej govoril, o tem čustvenem in o tem, kaj si želijo, da bi bilo v prihodnosti. Ampak vi morate vedeti, kaj natančno je vaš temelj zdaj. Vem, da boli. Tudi mene je bolelo, ko sem se seznanil s to situacijo. Ampak na tem temelju zdaj, ki ga imate, ne na tistem temelju, ki ste ga imeli pred pol leta, to je temelj, na katerem boste začeli graditi. Vam čist nič ne koristi, če ste imeli vseeno, kaj delate pred pol leta 300.000, realno je to, da ste zadnja 2 meseca tisti, ki ste imeli 0 ali pa mogoče 50.000. In to je temelj, na katerem gradite. Jaz vem, še enkrat, da se sliši kruto. Imeli smo prej vprašanja za turizem. V turizmu, tudi mi smo deloma povezani s turizmom. Je to ena najbolj krutih dejavnosti. Ne? In zdaj nam prodajajo zgodbe, ja, kak se bo pognal turizem, ja, kaj na terasi boš z 6 mizami pokril 15 zaposlenih. To vsi vemo, ampak pustimo zdaj, ne? To lahko reče samo nekdo, ki nikoli v življenju ni turizmu pogledal vse malo preko druge strani, ko je treba seveda neke stvari delati. Ampak gledajte, to je realnost. In pustimo mi zdaj naše emocije. Se pravi, to je realnost situacije zdaj. In potem imamo naprej prostor vizij. In v tem prostoru vizij, tu notri pa lahko je ta zadeva, v katerem imenujemo in si lahko, prosim vas, zraven tudi napišite. To so pa dejansko vaše sanje. In pustite si sanjati. In eno stvar vam povem, bolj kot si boste dovolili sanjati, večja možnost je, da boste to potem realizirali. Prosim, sanje samo tukaj. Ne sanjati za nazaj, pa ne sanjati grozno za naprej, temveč samo ta en delček. In dam vam primer, lahko si v koledar napišete 3 ali pa 4 dni, si realizirate za to obdobje prostora vizij. Lahko si napišete en teden. Tisti, ki poznate Disneyovo strategijo, se pravi, mi dva z Andrejem nimamo danes časa, da vam vso znanje zdaj tu vržemo gor, vseeno je to 30 let znanja in izkušenj. Se pravi, tu si vi zdaj kreirajte. Vzamite si liste papirja, umaknite se nekam. Jaz sem bil, vam povem, en teden sem se umaknil, če bi kdo videl mojo nedelovno mizo, mojo delovno sobo takrat, kak je izgledala. To je bilo na desetine papirjev, akcij, ideje, ne vem, karkoli. Ampak se pravim, vsak si mora svojo vsebino narediti, ne moremo vam mi dva z Andrejem dati vaše vsebine. Samo prosim vas, naredite si to. Ne pa intuitivno neko idejo dobiti pa reči, to je ta ideja, to grem zdaj delati. Ker to večina ljudi zdaj žal počne. In ko si boste to naredili, se pa potem po različnih strategijah odločite, kaj natančno je pa zdaj tisto, kaj pa vi boste počeli. To pomeni, od 100 idej, ki jih boste imeli, boste na koncu se odločili za eno ali pa maksimalno 2 ideji. V veliki večini primerov bo to sinteza nekih več idej, ki jih boste naredili. Lahko tudi maksimalno še eno osebo zraven k temu povabite. Prosim, ne govorim o brainstormingu z 10 ljudmi. To je druga stvar. To morate vi narediti sami, kot direktorji, kot lastniki, kot vodje prodaje, kakorkoli, se pravi za svojo strategijo. In potem pride pa to, kot rečemo, zdaj pa je, bom po domače povedal, vrag odnesel šalo, zdaj pa gremo začeti delati. In potem je treba točno to, kaj si splaniral, začeti izvajati. In jaz vam povem, se pravim, ne bom vam govoril o svojem podjetju, pa ne bom vam govoril o imenih pa o številkah danes. Zato, če koga zanima, me lahko individualno kontaktirate. Mi smo pri nas na našem podjetju, se pravi prodajnem podjetju, 14 dni oziroma skoraj 3 tedne delali konkretno strategijo in danes je prvi dan, ko smo zopet začeli z delom. Zakaj? Ker smo vse korake ali pa večino korakov, ki smo jih imeli prej, smo jih zdaj zastavili na novo, na drugačen način, z drugačnim konceptom in vse ostalo. Ampak se pravi, jaz sem zdaj vseh stvari tukaj tudi ne morem razlagati.
prosim ne pričakovati, da je pa dobro, pametno in koristno, tudi sam sem zbiral različne ideje nekaj časa, dokler nisem potem naredil tega celotnega koncepta oziroma konteksta. Ampak v čem je štos? Zdaj, ko ga imaš, je samo še, kot radi temu rečemo, action go. Je pa dobro, da imaš pripravljeno za vsak korak, ki ga boš naredil, opcijo A in pa opcijo B. Teda jaz vas res povabim, dajte imate gradiva, prosim, upam, da ste si jih sprintali, tisti, ki si jih niste, ne sprintajte si jih in si naredite to v naslednjih 2 do 3 dneh. Tudi, če že kakšne ideje imate, jih idite prevetriti. Andrej, izvoli. Ok, Silvo, midva sva obljubila tudi, da bova udeležencem pokazala oziroma povedala primer ene take transformacije v bistvu 2 podjetij, se pravi, da boš ti predstavil nemško podjetje, globalno tekstilno, jaz slovensko podjetje, da bojo dobili najni poslušalci občutek, se pravi, kaj je vse v ozadju potrebno bilo narediti, kaj so bili tisti glavni koraki, ne? Se pravi, kje se je začelo, kako se je v bistvu tudi zadeva spremenila, sam vem, da si aktivno sodeloval pri tem procesu in te kar povabim, pa tudi ta slajd bom jaz zdaj umaknil, se pravi, da se bo maksimalno videla, se pravi, tvoja slika, tako da bomo zdaj povedali konkretno. Je pa to, se pravi, podjetje zašlo v krizno situacijo, ne zaradi krize kot krize same take, ampak zaradi preteklih odločitev, ker je to res staro družinsko podjetje. Ok. Jaz vam bom zdaj dal primer, jaz vidim tudi super, hvala vam, da ste neka vprašanja postavili, bomo to potem pogledali, nisem niti gledal, ampak naredimo tak, jaz bi zdaj vam dal ta konkreten primer, se pravi primer podjetja. Jaz si bom dovolil to mednarodno podjetje, ker so nam dovolili, da ga predstavimo kot referenco. Andrej bo vam potem predstavil sistem enega slovenskega podjetja, kjer pa ne bomo govorili o konkretnih imenih, kljub temu, da so nam tudi dovolili, ampak vsi vemo, Slovenija je premala in si ne želim, da pride tudi do kakršnih koli stvari. Jaz vam zdaj povedal primer tega modela, ki ste ga videli. Še enkrat vam prosim ponavljam naslednjo zadevo, da se bomo razumeli. Se pravi, mi se pogovarjamo o modelu reševanja kriznih situacij. Še enkrat, korona krize še ni bilo, se pravi, take situacije ni bilo, je pa se zgodilo naslednje. In sicer gre za podjetje Bogner. Jaz mislim, da večina med vami poznate podjetje Bogner, to je veliko družinsko podjetje v Nemčiji, ki deluje že dolga desetletja. In njihova osnovna filozofija je bila v začetku ta, da so kreirali vrhunsko top in po dizajnu in po kvaliteti športno, predvsem zimsko opremo, potem so pa postopoma šli tudi na druge stvari, se pravi tudi na kavbojke, tudi na srajce, pasove, hlače in tako dalje. In njihov glavni target je seveda bil tistih 10 oziroma 20% premožnejših ljudi, ker ta oprema, njihova oblačila so res high class, tudi kar zadeva ceno. Dam vam samo primer, recimo ena Bognerjeva srajca stane, ne vem, 300-350 evrov, kavbojke so recimo 500, en kombinazon, se pravi en komplet za smučanje, pa tudi tam 3-4, tudi 5000 evrov. Toliko, da si znate predstavljati. In seveda njim je to delovalo, funkcioniralo dolga leta, in potem pred nekaj leti je podjetje prišlo v skoraj da že v rdeče številke, oziroma ne skoraj da že v rdeče številke, temveč so se rdeče številke začele dogajati. Govorimo ne o korona krizi, ampak govorimo zdaj nasploh, to, da boste razumeli, kaj je potrebno v takem podjetju narediti. In takrat nas je Bogner kontaktiral, se pravi nas kot podjetje v Nemčiji, kot KHD, in smo začeli z njimi aktivno sodelovati. Prosim, sodelovanje se ni zgodilo v enem dnevu, v enem tednu, pa v enem mesecu, ampak je bil to projekt, ki je trajal približno 1,5 leta. To ne pomeni, da morate vi delati 1,5 leta, morate se zavedati tega, da je to vseeno veliko mednarodno podjetje, ki dela na celotnem svetovnem trgu. In kaj smo mi potem naredili? Zdaj, če se vrnemo, Andrej, kaj se lahko vrneš po slajdu nazaj v transsolucijski biznis model? Seveda. Preden smo šli delati, smo najprej podjetje opozorili na eno situacijo oziroma na eno zadevo. Vprašali smo jih, če so v resnici pripravljeni sprejeti bolečino.
Ker jaz vem tudi, vam dam primer, kaj si večina v Sloveniji zdaj želi. Večina si zdaj želi, da bi bilo te korone krize mimo in da bomo mi zopet čez, ne vem, XY časa živeli popolnoma 100% enako življenje, tako kot smo ga prej. Sodelavci in sodelavke, žal se to zgodilo ne bo, zunaj je situacija drugačna. In na to novo situacijo, jaz rečem tak, imamo dve možnosti, lahko čakamo, kaj se bo zgodilo in se mi potem prilagodimo na to, ali smo pa mi sokreatorji teh sprememb, ki se zdaj dogajajo. In večina teh vprašanj, ki ste mi jih postavili, kaj natančno ne naredite, tudi z področja izobraževanja in tak dalje. Ja, bodite sokreatorji tega, ne čakajte, kaj bodo naredili drugi. Lahko vam dam konkreten primer. Tudi to, kar mi zdaj delamo, je na nek način nova realnost. Če bi nam kdo rekel, da bomo webinar delali na gospodarski zbornici pred 3 meseci na ta način, ko ga zdaj delamo, bi se verjetno nasmejali. Zakaj? Ker so se podobne stvari vse delale v živo. Da tudi to je ena od stvari. Se pravi, en konkreten nasvet vam dam. Stranke, ki jih želite imeti, poiščete jih tam, kjer stranke so. In tisti, ki delate v poslovnem svetu, vam dam primer. To za ne pomeni, da morate vsi iti na gospodarsko zbornico. Ampak vam dam primer. Idite tja, kjer se te stranke nahajajo. Ne jih iskati eno po eno, ampak stopite tja, kjer te stranke so. Jaz vam pa zdaj ne morem povedati natančno v vsaki panogi, kje te stranke najdete. Se pravi, v primeru, da vas to zanima, lahko tudi me kdaj individualno pokličete, pa gremo skupaj te stvari pogledati, ali pa kakšen koncept skupaj narediti. Vrnimo se nazaj na Bogner. Se pravi, šli smo v preteklost in smo najprej naredili analizo, kaj sploh natančno je bilo tisto, kaj je bila osnovna ideja Bognerja. In potem smo ugotovili vse te stvari, se pravi, po alinejah vam jih lahko na hitro naredim, se pravi, top produkti, šport, dizajn in pa v prvi fazi so bili to produkti, ki so bili namenjeni, zdaj se mi boste nasmejali, nemškemu govornemu področju in ljudem, ki imajo ta germanski šlif, mi temu rečemo. Ampak kaj se je zgodilo potem? Potem je seveda podjetje eksponentno hitro raslo, odpirati so se začeli, veste, o čem govorim, azijski trgi, odpirati se je začel predvsem ruski trg, potem vse te bivše ruske države, Belorusija, Ukrajina, bla, 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 govorim o 7, 8 ali pa 9 let nazaj. In kaj se je takrat zgodilo? Bogner je dejansko eksplodiral. Ampak ta eksplozija, seveda so oni takrat prilagodili dizajn in vse ostalo temu trgu. Ker verjetno poznate, Nemci na kak način imajo stvari narejene, zelo minimalistično, sploh ta višji razred. Ko greste pa v azijski trg ali pa ruski trg pogledati, tam je pa to vse načičkano, zlato, rumeno, rdečo, zeleno, ne vem kaj še vse. Seveda mi tega nismo vedeli prej, preden smo začeli delati, da se razumemo. Vse to se je ugotovilo skozi proces. In kaj se je potem ugotovilo? Da je vodstvo, ne vrh gori, ampak ta middle management, oziroma v bistvu ta drugi nivo vodenja, se pravi B-2, je naredil fatalne napake, da je odpustil skoraj vse vrhunske dizajnerje, ki so prej dizajnirali za nemški trg, ker je malo padel promet, ampak v resnici ni padel, temveč se na drugih trgih toliko dvignil in so zaposlili dizajnerje in prodajno mrežo in vse ostalo naredili na trgih, ki so takrat kazali potencial. Nemški trg oziroma nemško govoreči trg ali pa nasploh evropski trg so pa skoraj da zanemarili ne marketinško, temveč z produkti. Se pravi, delali so začeli neke linije produktov in kaj mislite, kaj se je dogajalo? Tako kot je mednarodno to raslo, tako je to tu stagniralo. In seveda, dokler je mednarodni trg rastel in dokler so bile gibanja ugodna, je bil dobiček zelo velik. Ampak kaj se je zgodilo potem? Spomnite se, ne vem za točno katerega leta je to bilo, pad tega celotnega vzhodnega trga. Se pravi, Rusija, Ukrajina, Belorusija, se je zgodilo kaj? Dejansko čez noč, tako zdaj korona, pam! Se pravi, sesulo se je naenkrat ta trg iz ekonomskih razlogov tega več ni kupoval. Zdaj pa upam, da vidite, kje drži v roko, upam, da vidite mojo sliko. Se pravi, ta je ostal tukaj, celotni stroški podjetja so bili narejeni na to, ampak tega prometa, še enkrat pokažem, ga več ni bilo. To se pravi, je samo ta trg, ki so ga dejansko zanemarili, bi naj nosil vse te stroške. In normalno, da je v taki situaciji prišlo do rdečih številk. In v podobni situaciji je marsikatero od podjetij, o katerih se zdaj pogovarjamo. In kaj smo mi potem naredili? Skupaj z njimi, seveda,
Prosim, da se razumemo, tu mora iti za sodelovanje, ne pričakovati od svetovalcev, od coachov, da vam bojo tako dali rešitve. To so procesi. In kaj se je potem zgodilo? Potem smo šli analizirati tudi vodstvo. Naredili smo tudi psihometrične teste z temi vodji, z direktorji. In večina od njih je imela eno zadevo, bili so usmerjeni v doprinos finančni in tako kot marsikdo zdaj tu sprašuje, kako motivirati ljudi. Nihče se pa ni ukvarjal z motivacijo. In potem je seveda, in mi smo z temi rezultati seznanili vodstvo, se pravi, karikiram, ATA in imamo, se pravi vrh uprave. In kaj mislite, kaj se je po vseh teh raziskavah, ki smo jih naredili, zgodilo? Čez 2 meseca so lastniki zamenjali več kot 50% ljudi v B-2. Ampak res zamenjali. In Nemci temu rečejo knallhart. Mi bi temu rekli mrtvo hladno. Zato, ker v kriznih časih ni čas za emocije in ni čas za zgodovino, temveč je ta čas za to, da ugotoviš in postaviš konkretno strategijo. In kaj je Bogner potem naredil? Skupaj z nami smo kreirali to, da se je Bogner zopet postavil na piedestal in tam, kjer zdaj je, in to lahko sami tudi preverite, da se je Bogner ne v pol leta, ampak v 3 do 4 letih postavil zopet na piedestal tja, kamor sodi. Seveda so pa v tem času spremenili tudi, ker se pogovarjamo o prodaji, spremenili tudi prodajne koncepte. In vam nekaj od takih povem. Ne samo, da reklamirajo stvari, recimo nekje, ne, ampak Bogner je tudi že nekaj let sponzor, recimo nemške smučarske reprezentance. Se pravi, Bogner se dejansko ne pojavlja v javnosti in v javnosti boste videli zelo malo reklam Bognerja. Temveč natančno tam, kjer njihova ciljna skupina je. In glede na to, da je to ta sloj, bom rekel, smisel reči šiht, 10 do 20% ljudi, oni so skupaj z nami, seveda smo skupaj naredili natančno tudi marketinško in prodajno strategijo natančnih korakov. Kaj mislite, kaj smo naredili v prodajnem oddelku? V prodajnem oddelku smo 80% prodajnikov zamenjali. Tisti prodajnik, ki je takrat rekel, jaz sedim v pisarni in nisem pripravljen se sesti v avto in se peljati, ne vem, toliko in toliko kilometrov daleč, zato da bom tam eno predstavitev naredil. Oprostite, ampak vam direktno povem, taki prodajnik v novi strukturi Bognerja ni imel več kaj za iskati. Jaz vem, da se to sliši kruto, pa rečete, ja, to je brutalno, pa ne vem kaj še vse. Vprašanje je samo, ali boš na račun tega, da boš zdrževal nekoga drugega, riskiral milijone investicij, ki se je naredila, in pa vsa delovna mesta zaradi ostalih ljudi. In enako se je zgodilo z dizajnerji in vse ostalo. In prosim, pogledajte si, številke so transparentne, kje je Bogner danes. Teda, to imate en konkreten primer, kako priti z transsolucijskim biznis konceptom. Se pravim, tisti, ki vas bo pa več zanimalo, pa jaz vam še enkrat ponavljam, ne morem vam iti zdaj vseh stvari razlagati, ker projekt je trajal leto pa pol. Se pravi, to je eden od konkretnih rezultatov, ki smo jih naredili v Nemčiji. Jaz ne bi več filozofiral okoli tega. Andrej, boš ti kar predstavil to, kar smo pa v sodelovanju... Jaz bom predstavil še zdaj, kaj smo v Sloveniji naredili. Vesel pa bom na tem mestu, da postavite tudi v komentar še kakršnokoli vprašanje vezano na to, kar je Silo povedal, ne. In že prej na samem začetku sem vam jaz razložil, se pravi, kakšna je ta razlika, se pravi, med racionalnimi stvarmi, ne, in emocionalnimi stvarmi. In dajmo si naliti čistega vina. Podjetništvo, ne, je racionalno. Dejstva, številke, podatki. Jaz sem to sam prvič doživel, ko sem delal z japonsko korporacijo, ko je menedžer iz Nemčije prišel in je vzel ven en tak špeh, krat par listov, ne, in gor je imel samo številke. Samo številke. In v tistem trenutku sem se jaz začel razmišljati, kaj pa ljudje, ker iz stališča vodenja pa govorimo vedno o tem, ja, ljudje so ključ za rezultate. Vse bom povedala, kaj je tudi motivacija, ne, da se razumemo, da ne je to izgledalo kontramotivacijsko, obratno. Tako. Ampak motivacija koga? Tako. Gremo na primer slovenskega družinskega podjetja, da boste tudi sami na nek način lažje razumeli, zakaj
vam v bistvu na nek način, zakaj sva se odločila predstaviti ta dva primera. Eno je globalno družinsko podjetje, to drugo je slovensko družinsko podjetje in vem, kaj boste zdaj rekli, ja, pa se to nekaterim je enostavno, pa mi vse obvladamo. Podjetje, o katerem bom jaz zdaj govoril, dela približno 15 milijonov evrov prometa in ima več kot 100 zaposlenih. Pred leti se je tudi združil, se pravi, dva podjetja, pomešale so se vrednote in ravno v tistih časih, ko so, bom rekel, se na nek način seznanjali z novimi temi stvarmi in je malo škripala v narekovaju prodaja, so nas kontaktirali in seveda čisto klasično, kar se nam dostikrat zgodi, ja, pridite, prevzemite naše prodajnike, kaj se da z našimi prodajniki narediti, naučite jih novih veščin, preglejte stvari in tukaj boste vedno od naju dobili tak odgovor. Da dava kakršenkoli nasvet, morava prvo poznati in spoznati, se pravi, kako vaši prodajniki delujejo. In ta prvi korak, jaz bom šel kar hitreje na korake, ta prvi korak, ki smo ga naredili, smo naredili en tak uvodni spoznavni trening, spoznali prodajnike in potem je sledil naslednji korak, smo rekli, zdaj gremo pa konkretno trening on the job, kar pomeni seveda, da gremo, se pravi jaz ali pa Silvester ali pa kdo drug iz naše ekipe, da gre z vašimi prodajniki, lahko tudi nabavniki, na konkreten teren. In šele takrat v bistvu smo mi lahko naredili en tak konkreten vpogled v trenutno situacijo. Če se zdaj vrnemo na transsolucijski model, v bistvu ta prostor spoznan. Sedanjost, kaj se dogaja v tem podjetju tukaj in zdaj. In seveda v tem mesecu pa pol smo ugotovili naslednje. Da podjetje nima nobene strategije. Se pravi, da podjetje deluje, takrat so bili, mislim, da 12-13 milijonov prodaje, prej sem omenil, se pravi, danes so na 15, se pravi, vseh teh letih so zdaj nekako še povečali stvari, da so delali takšne rezultate brez prave strategije. In ko smo se potem začeli pogovarjati, kdo je vodja prodaje, kakšne stvari zna, kaj je pripravljen narediti, govorimo nekaj, ko se pogovarjamo o osebnih lastnostih, vedno pogledamo to. Eno je, kaj podjetje želi, jaz želim tega pa tega prodajnika, tega pa tega nabavnika, to vodjo povzdignati. Ampak vprašanje je, kaj si posamezna oseba želi zase in še globje, kaj je pripravljena za to narediti. In ko smo ugotovili, da ta oseba ni ravno pripravljena neke stvari narediti, smo naredili kaj? Smo dali ven razpis, se pravi točno jasno specificirano z dejstvi, kakšno osebo mi za to delovno mesto potrebujemo, za novo se pravi za delovno mesto vodje oziroma komerciale prodaje. Kaj se je v tistem trenutku dogajalo? Seveda, oseba, ki je prej zadnjih 15 plus let vodila prodajo v tem podjetju, je padla v eno emocionalno stanje. In smo spet tukaj, se pravi, imamo racionalno in imamo emocionalno. Me razumete? In kaj smo v tistem trenutku naredili? Pogovorili smo se s to osebo in prva stvar, ki vam dam kot konkreten nasvet, je, kljub temu, da smo dali to, se pravi, bivšega vodja prodaje za svetovalca novemu vodju prodaje, smo rekli naslednjo. Plača, se pravi, višina prihodkov prodajnika ostane na enakem nivoju, kot je. Dodelili se mu bojo naloge in na podlagi tega, če bo naloge dosegal, se pravi, če bo rezultati še vedno sledili rezultatom iz preteklosti, ker je pa zelo bil močen v aktivni prodaji na terenu, se pravi, da smo njemu zagotovili varnost. In se pravi, ko se bojo vaši ljudje, vaši zaposleni, ali pa ko se vi počutite varne v svojem delovnem okolju, se kaj dogaja? Maksimalno ste učinkoviti in takrat ima tudi podjetje maksimalno, se pravi, korist od vas. In seveda ta proces je trajal nekako 3-4
3-4 mesece, vmes smo potem naredili še nekaj usposabljanj, se pravi z njihovimi ključnimi prodajniki, zložila se je zraven strategija in oni imajo danes za vsak korak točno predvideno strategijo in seveda imajo novega vodja, ki zna, se pravi, te ljudi motivirati in na nek način tudi usmerjati. Jaz bi tukaj pri motivaciji, ker dostikrat me ljudje vprašajo, kako naj motiviram svoje ljudi. Ravno včeraj sem imel en individualni razgovor, enako je, prvo moraš biti sam dovolj močno motiviran. Če ni, si v bistvu naredil si, in jaz po domače rečem, nalil čistega vina, potem, da pogledaš v preteklost, pogledaš sedanjost, pogledaš realne, racionalne možnosti in se nehaš ukvarjati z emocionalnimi stvarmi, ker včasih kdo reče, ja, kako naj pridem do nove stranke. Ja. Poišči telefonsko številko, pokliči, pejdi na sestanek, to so dejstva. Čakati doma in že Einstein je povedal to definicijo norosti. Se pravi, da vedno znova in znova pričakujemo, da se bo nekaj spremenilo, mi pa nič ne naredimo drugače, je definicija norosti. Tako da, Silvo, jaz bi počasi predal nazaj tebi besedo, da grejo naši udeleženci na svojo analizo preteklega poslovanja. Okay. Jaz bi tu, preden gremo na to, samo eno stvar povedal. Največji zaviralec razvoja v Sloveniji je ena beseda na 3 črke. E-G-O pomeni ego. In ta ego je najbolj izražen pri 2 skupinah ljudi in to so točno ti 2 skupine ljudi, ki jih mi dva z Andrejem danes nagovarjamo. Se pravi vodje ali pa direktori nasploh in dobri prodajniki ali pa vodje prodajnih timov. Zato, ker ko smo se mi, jaz vam še enkrat povem, ko smo se mi pred 3 meseci z ljudmi pogovarjali in ko smo jim z Andrejem, ali pa 3 mesece in nazaj, pol leta, 1 leto, in ko smo mi dva z Andrejem govorila, zdaj, ko je ok, naredite si strategijo drugačno, naredite upgrade, naredite to, naredite ono. Večina ljudi gledalo in so se smejali in so rekli, zakaj pa? Mi ful dobro delamo, imamo, ne vem, to, imamo ono. Ko si prišel v gostinski lokal, dam samo primer, in si jih vprašal, v večini gostinskih lokalov je bil taki primer, pa gremo konkretno na turizem, in si jih vprašal, če imajo oni datoteko oziroma bazo svojih strank. 95% slovenskih gostincev, ki so imeli dnevno od 100 do 150, 200 gostov, niso naredili nič, 0, 0, niente, nada, da bi imeli datoteko teh strank. V primeru, da bi imeli datoteko teh strank, tudi če so to iz cele Slovenije, tudi če so mednarodno, bi jim lahko zdaj, če drugo ne, naredili naslednje, poslali jim recimo vsakih 14 dni ali pa 3 tedne nek recept. In potem se bi človek pripeljal nekam v neki kraj. Ja, kaj mislite, kam bo prišel? Tja, kjer imaš z njimi komunikacijo. Ampak seveda, ker je v obdobju debelih krav, so se nam večina podjetij smejali, so ta podjetja zdaj v taki situaciji, kot so. Ampak za nazaj po toči zvoniti je prepozno. Jaz upam in si želim podjetniki, vodje, direktorji, če vas ta situacija zdaj ni streznila, da je treba narediti neke stvari na novo, da so novi časi, potem ne vem, kaj natančno se še mora zgoditi. Gremo zdaj mi naprej, morda se vam to malo direktno povedal, ampak to je življenje, to je podjetništvo. Nemci rečejo podjetništvo 3 črke, CDF, Zahlen, Daten, Fakten, dejstva, podatki, številke. Ok, Silvo. Za dejstva, podatke in številke. Gremo. Gremo mi naprej na analizo preteklega poslovanja. Ok. Jaz bi tukaj dal samo, preden ti začneš, ena navodila, se pravi na strani 4 imate v gradivih, se pravi napisano analizo preteklega poslovanja in tako kot zdaj tudi vidite na samem ekranu, dajte na sredini, naredite eno črto in na vrhu napišite, se pravi na levi strani realnost prvega reda, kar lahko izmerimo, in na desni strani napišite realnost drugega reda oziroma
kar lahko čutimo. Evo, Silvo, zdaj pa predajam tebi besedo. Jaz tu ne bi kaj dosti filozofiral, jaz bom rekel raje drugače. V tem času zdaj, ko smo tukaj, pogledal sem ravno na uro in sem videl, da imamo še točno 30 minut, ker smo časovno, prav je tako, o meni točno v 10 smo začeli in kot vem, 11:30 zaključimo, ne, Andrej? Tako je. Ta gradiva imate. Jaz vam bom samo na kratko še enkrat razložil, dajte si to narediti potem kasneje. Ne vem, če ima, po mojem nima smisla, da mi zdaj zgubljamo tu minute, se pravi, idite res v preteklost nazaj. Idite v začetek vaše poslovne kariere, v začetek vašega podjetja, odvisno, ali ste samo zaposleni, ali delate v podjetju, ali razmišljate kakorkoli. In tu, ker Andrej zdaj kaže, se pravi realnost prvega reda. Se pravi, tam bi mogli pisati realnost drugega reda, ne? Ok, zgoraj, desno. Se pravi, realnost prvega reda je to, kar so vaša dejstva, se pravi dejstva, podatki, številke. In napišite, takrat sem bil star toliko, imel sem taka znanja, imel sem tako finančno stanje, toliko denarja sem imel, toliko sodelavcev sem imel, toliko tega. In potem na drugi strani, ne, se pravi realnost drugega reda, to, kar čutimo, to so vaši občutki, pa napišite notri, kak ste se takrat počutili. Lahko tudi napišete, odkot ste te ideje dobili, ali so bili čist vaša kreacija, ali ste jih kje slišali. V glavnem, te stvari si naredite. In jaz eno stvar povabim, naj si sliši to teoretično kakorkoli. Naredite si to, da boste lahko planirali stvari naprej. Ker to, kar ste planirali naprej, kar ste delali takrat v preteklosti, to je v bistvu del vas. In naj vam ne bo nerodno, naj vas ne bo sram pred samim seboj, da si boste to analizo enkrat naredili. In ko boste to analizo naredili, boste dobili dejansko vzorce vašega razmišljanja, ki jih verjetno do zdaj niste poznali. In ko enkrat spoznaš vzorce svojega razmišljanja, potem dejansko veš, kakšen si. In potem boste šli delati dalje, to, kar vam bo Andrej zdaj razložil, boste šli delati prostor idej, se pravi to, kot populistično, radi temu rečemo, potem boste šli delati sedanjost. Se pravi, boste šli narediti analizo tega vašega sedanjega stanja zdaj in tukaj. Ampak še enkrat, korak številka 1 je, idite v preteklost. Ne en mesec nazaj, pa 2 meseca, ne na začetek korona krize. Idite na začetek vaše poslovne poti ali poslovne poti vašega podjetja. Spomnite se primera, ki sem vam ga omenil pri Bognerju. Šli smo na začetek. Kaj je bila od ideja Vilija Bognerja, zakaj je sploh začel z tem. Dajte si to res doma narediti, si to skreirajte in potem boste to delali tudi naprej. Tako da, Andrej, gremo kar naprej, ker imamo potem še enih par stvari, pa na ta vprašanje bomo odgovorili, tako da, kar izvoli ti na sedanjost. Ok. Se pravi, ko boste enkrat naredili, se pravi, ta del preteklosti, enako storite za sedanjost. Se pravi, kaj se dogaja v tem trenutku, se pravi, predvsem vprašanje, se pravi, kakšne podatke imate, kakšne so vaše stranke, kako ste segmentirali te stranke, na kakšen način sodelujete z vašimi ljudmi, se pravi, postavljate si vprašanja vezano na dejstva, na kar lahko izmerite, za kar imate podatke in te stvari napišete na levo stran. In potem enako, kot je že prej Silvo omenil, ne, ko prijete do teh ključnih momentov, recimo, ne vem, dal vam bom en konkreten primer, ne, delavec vam reče, ok, ja, saj jaz pa bi prodajal, veš, pa ne vem, nobenega ne dobim na telefon v teh časih ali pa kakorkoli, ne. In v bistvu to je že, se vklopijo na drugi strani neke emocije, ampak te emocije danes v teh situacijah v poslovnem svetu nam nič ne koristijo. To ne pomeni, jaz dostikrat rečem, da nismo mi empatični, se pravi, da nimamo, se pravi, tega občutka za ljudi, za sogovornike. Še bolj, danes se ljudje morajo počutiti varne, da bojo v prihodnosti z vami sodelovali. In bolj, ko boste kvalitetno zgradili odnos in za kvaliteten odnos, to ne pomeni, da vi morate biti vsak dan s svojimi strankami na vezi. Pomembno pa je, da ko enkrat zgradite ta odnos in da če vas nekdo kliče, da se mu javite, da ve, kaj so tiste stvari, na katere lahko računa pri vas.
In sam sem to neštetokrat doživel, ne, čisto kot vodja prodaje in pa tudi kot prodajnik sem v bistvu skrbel za 250 ključnih strank na Balkanu. Ampak ko enkrat zgradiš ta ključen odnos in ko te nekdo kliče, ne vem, 6 zvečer, 7 zvečer ali pa v soboto zjutraj ob 8, te kliče zato, ker te potrebuje. Ne zaradi tega, ker bi te po domače povedal zafrkaval. In ko imaš zgrajen ta odnos, potem se tudi vse ostale stvari dosti enostavne je racionalno z njimi pogovoriš. Bi Silvo, ti tukaj še kaj dodal? Jaz sem samo še enkrat povedal iz vidika podjetnika, ne iz vidika coacha. Naredite si analizo sedanjega stanja. Analiza sedanjega stanja vam bo osnova, da boste lahko delali to, kar vam bomo z Andrejem predstavljali v nadalje. Jaz sem šel še enkrat zdaj na hitro pogledati vprašanja, ki ste jih postavili. In sicer, kako se soočiti s takšno poslovno krizo, kot je sedaj in nas še čaka, ko si v poslu 8 let in še nisi doživel take izkušnje v poslu. Anja je to vprašanje postavila. Anja, super, čudovito vprašanje. Nihče med nami take krize ni doživel. Jaz lahko sam zase rečem, doživel sem pa 4 poslovne krize v svoji karieri. Ampak vam eno stvar povem, ta kriza zdaj je luksus proti tistim krizam, ki sem jih doživel leta nazaj. Zakaj? Ker zdaj vem, na kak način je treba iti skozi te krize, kljub temu, da se še mi nikoli prej ni zgodilo to, kar sem rekel, da bi se zaletel v zid ali pa v kamion za 200 na uro. Jaz, glede na to, da ne vem točno, kaj kdo med vami dela, verjamte mi, v večini poslov se dajo najti izhodi. Seveda se niso dali najti izhodi v teh 2 mesecih, ker ko meni nekdo reče, zakaj pa ti nisi šel delati online, ja, kolegice in kolegi, jaz strič še vedno online ne morem. Zakaj ti nisi delal online, ne vem česa, ampak prosim, delali smo v tem času z precej frizerji, kozmetičarji, tisti, ki so imeli datoteko svojih strank, kaj so lahko naredili? Lahko so se svojimi strankami pogovarjali po telefonu. In bom zopet rekel isto, kot sem rekel prej. Tisti, ki niso imeli tega, niso mogli početi. Tako da prva in osnovna stvar, kar se morate naučiti, je to v fazi sedanjosti. Koliko imate strank? Koliko imate v resnici? Zdaj pa eno je, koliko imate strank, koliko imate takih strank, ki vas spremljajo, če se že pogovarjamo o prodaji. Ko se pogovarjamo o sedanjosti, kolikim podjetjem smo svetovali, ki so bila vezana na enega ali dobavitelja, ki so jemali robo pri njih, ali na enega odjemalca. Kaj mislite, koliko takih podjetij v Sloveniji in smo jim x-krat dejansko svetovali, jih mentorirali, karkoli. Najdete si vsaj za 30 do 40% posla še nekje drugod. Meni se to ne bo zgodilo. Ja, kak pa to veš? Verjetno večina med vami poznate primer Razgorška v Mariboru, zato dam primer, ki je bil tudi poslanec v parlamentu. Če bi njemu nekdo rekel takrat, ko je bil na vrhuncu, da mu bo IKEA prepovedala sodelovanje, bi ga imel za norca. Potem, ko se mu je to zgodilo, glede na to, da je stalo več ali manj vse na enega konja, ja, kaj se je zgodilo s podjetjem? Pa ni bila korona krize, da me boste razumeli. Korona kriza je samo realen pokazatelj, da marsikatero podjetje ni v dovolj dobri kondiciji, nima dovolj strank, nima pravega načina dela, nima pravega načina delovanja. Pa še enkrat ponavljam, naj se to sliši kakorkoli. Ampak da ne bomo posploševali, naredite si konkretno analizo tega, kar sem jaz zdaj povedal. Se pravi, sedaj. Kaj imate zdaj? Na kakšni osnovi lahko vi štartate? Ne kako boste štartali, temveč kaj imate zdaj. Jaz sem govoril na začetku korona krize za podjetnike, tiste zume, ki smo jih imeli, mogoče ga kdo med vami tudi poslušal. Ena glavnih stvari, ki so jih mogli podjetniki narediti v začetku korona krize, je poskrbeti za likvidnost. Meni so se takrat ljudje nasmejali, a kako ne poskrbim za likvidnost. Je tisti prvi teden bi ti marsikatera banka še dala, mogoče kakšna sredstva, bi ti še dali večji limit, večji revolving, ne vem kaj še vse. Zdaj idete na banko pa jim to rečete. Ni šans. Tako so zaprle vse ali pa večino teh stvari. Me razumete? Kar je normalno. Vse tudi jaz, če bi bil banka, bi to isto naredil, zaradi tega, ker ni regulativ narejenih. Poglejte si na nepremičninskem trgu. Koliko nepremičninskih agentov je dejansko stalo mesec in pol, pa 2 meseca. Poznam pa nepremičninske agente oziroma agencije, s katerimi sodelujemo, ki so v tem času, ne bom rekel normalno, ampak vsaj nekaj zadev opravljale, speljale nekaj poslov. Zakaj? Ker so imeli temu primerno strategijo.
In to so realne stvari, ki se v življenju dogajajo. Ali pa vzajmemo primer, tako ste mi tu postavljali vprašanje za izobraževanje in tako dalje. Ja, normalno je padlo, tudi nam je padlo, vse ne bežimo od tega. Ampak kaj se dogaja zdaj? Ali ste vi zdaj še vedno na nuli, ali imate zdaj vsaj nekaj poslovanja? Vse ta mesec pa pol, ki je bil, normalno, če si bil v dejavnosti, ki so te prepovedali, da je nisi mogel delati. Ampak pogovarjamo se o tem, kar bomo pa zdaj z Andrejem predstavljali. In sicer, Silvo, ena izmed, tudi sam na začetku si že povedal, da zadnjih 20 minut bo tisti res hard na polno informacij in tako naprej. In pridemo zdaj do trenutka, se pravi, do načinov vodenja, tako da kar predajam besedo tebi, jaz bom pa zamenjal slajd, Se pravi, način vodenja v naši novi sedanjosti. Agilno vodenje, vem, da so to udeleženci že kar dostikrat slišali, ne samo od naju, tudi od ostalih, ne, ampak dejansko je tukaj tisto, kar se vse začne. Mi smo zdaj pri tretjem koraku, še enkrat bom ponovil, se pravi, prvi korak je bil analiza preteklosti, drugi korak je bil analiza sedanjosti in zdaj, ko imamo ti dve analizi narejeni, jaz vam še enkrat povem, ta prostor idej, ki ga imate zdaj tu gor na tem slajdu narejenega, prosim, ne idite ga dela, dokler nimate nekaj listov popisanih z onimi stvarmi. Zato, ker če boste delali prostor idej od neke vizije naprej, je vse to, kar boste delali v prihodnosti, vizija. Ta dva koraka, ki smo vam jih zdaj povedala, to vam je življenjskega pomena. Prosim, dajte si čas, dan, dva, tri, en teden in si naredite to. Ne reči, to je brez veze, ker to je ravno tisti največji problem, ki ga počnemo. In zdaj prijemo na ta prostor idej. In jaz vam svetujem naslednje, napišite si v vaš koledar v naslednjih 2, 3, 4 dneh, 5, če je treba en teden. Vse življenje je dolgo 80 let, 40, 45 let imate poslovne karijere. Ja, če si zdaj ne boste vi naredili konkretnega prostora, idej in razumem vas vprašanja in si naredili natančno strukturo, kako boste delali naprej, potem, tako se rekel, ne vem, kdaj si ga boste. Se pravi zdaj, če gledamo ali vodenje ali pa iz prodajnega vidika. Jaz bom raje povedal iz prodajnega vidika, Andrej, pa boš ti pol zagotovo še kako vodenju povedal. Dobro. Se pravi, vzamemo prodajni, ni treba, da ste prodajno podjetje, ampak da ste tisti, ki ste vodja ali pa direktor prodaje v podjetju. Se pravi, in zdaj imate realno stanje tako, kot je. Veste, koliko imate strank, veste, koliko prometa ste prej delali, bla, 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 vse te stvari veste. In tu notri si zdaj dovolite, jaz vam po domače povedal, sanjati, da boste imeli drugačne stranke, da boste imeli več strank ali pa da boste imeli morda manj strank, s katerimi boste več delali. Ampak tu, tisti, ki poznate, jaz upam, da marsikdo med vami pozna Disneyevo strategijo. Tu si naredite to Disneyevo strategijo. Upajte si sanjati. To ne pomeni, da boste vsake sanje, ki jo boste napisali na list papirja, da jih boste dejansko realizirali. Ampak pustite, naj vam pridejo ideje ven. In ne sami sebi reči, recimo zdaj imate, ne vem, večinoma strank, ne vem, nekega ranga, vi si jih pa želite nekega drugega. Zdaj je priložnost, napišite si, kaj natančno, kakšne stranke si želite in potem začnete aktivno razmišljati o tem, kje in na kak način boste te stranke našli. Andrej vam bom potem v drugem delu povedal in konkretno pokazal v prodajni strukturi, kaj natančno lahko vse naredite, zato da boste do teh strank prišli. Ampak kolegice in kolegi, še enkrat vam povem, ne jutri. Moje prodajno podjetje je na trgu 28 let, podjetje KHD je na trgu 10 oziroma 11 let. Se pravi, nismo mi včeraj imeli neko idejo, gremo mi neke stvari narediti. Tudi vi, večina med vami, imate neko tradicijo, imate neko kulturo. In zdaj, če gledamo pa vodenje, pri vodenju je pa zdaj, agilno vodenje, se pravi, imate cilje, ampak še enkrat, cilje si morate postaviti zdaj. Cilji morajo biti realni. In potem si na osnovi teh ciljev naredite planiranje. In potem seveda je treba iti kdaj kaj tudi stestirati in jaz vam odkrito povem, mi smo v obeh podjetjih, se pravi, na tem prodajnem podjetju danes začenjamo in bomo danes najprej začeli s testiranjem. In točno tako tu gor piše A, B pa C. 3 opcije imamo, ki jih bomo testirali do petka. Se pravi, 3 dni smo si dali časa za testiranje. In tista, ki se nam bo pokazala kot najboljša,
tisto bomo potem nadaljevali v ponedeljek. Seveda je pa zato treba imeti pogum, vztrajnost pa disciplino, ker brez tega ne gre. In normalno, jaz ko sem sodelavce poklical nazaj, pa sem rekel, bomo začeli tako delati, normalno, da jih je bilo treba najprej motivirati in pripraviti nove stvari, pripraviti zadeve na drugačen način, jim povedati, da bo treba vzeti kdaj tudi kako drugo tehnično pripravo, ali telefon, ali mail, ali nekaj drugega, da zdaj ne bom šel čisto v konkretne stvari in da bomo druge stranke kontaktirali na drugačen način. Ja, kaj mislite, kako me je večina od njih gledala? Začudeno. Zakaj? Zato, ker je večina od njih še vedno, tudi po tem mesecu pa pol, živi v tisti coni obdobja izpred leta pa pol. In vam odkrito povem, od 9, ki sem jim ponudil, da lahko začnemo zopet delati, čeprav so to ljudje, ki so bili ali pa so zaposleni na podjetju, sta 2 rekla, da tega ne bosta delala. Super, hvala. Na to kot lastniki tudi morate biti pripravljeni. Se pravi, še brez emocij. Brez emocij. Ime, priimek, naj se sliši kakorkoli. Ime, priimek človeka, ki reče, glej, jaz ne bom šel več s tabo, je nepomembno. Ne biti jezni na njega. Še enkrat, Andrej, tako si rekel, super, si to povedal. Brez emocij, racionalno. To ne pomeni, da vi nimate, prosim, razumete to, da vi nimate odnosa do njih. Ne tega mešati. Mi moramo ločiti eno stvar. V tem trenutku zdaj podjetja potrebujejo jasno, direktno, konkretno vodenje. Lahko to še enkrat poveš bolj počasi? Se pravi, podjetja rabijo jasno in konkretno in ciljno usmerjeno vodenje. To je dejstvo. Dejstvo. Danes ni čas za to, da bomo mi zdaj, dajte si predstavljajte, da bi jaz zdaj kot direktor tega prodajnega podjetja poklical svojih vse skupaj 25 sodelavcev, bi se vsedli dol in bi jim rekel, recimo, dam primer, spoštovani sodelavke in sodelavci, skoraj 2 meseca je minilo, kar smo mi nehali delati, situacija se počasi stabilizira in jaz sem počasi začel razmišljati o tem, da bi mogoče bilo dobro, da bi mi malo začeli zopet delati, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo in bomo stvari sproti prilagajali. Ali sem pa naredil to, kaj sem naredil včeraj, oziroma nekaj dni nazaj, vzel telefon, poklical ljudi po različnih oddelkih, smo se vsedli skupaj in sem jim povedal, hvala vam za to, da toliko in toliko časa sodelujemo. Vem, kakšne so vaše sposobnosti, vem, kakšne so moje sposobnosti in vem tudi, kje imamo priložnosti za izboljšave. In strategija, ki sem jo postavil, sem se pa z nekaterimi vmes po telefonu pogovarjal, strategija, ki sem jo postavil za delovanje podjetja od zdaj do septembra, je taka. Ta oddelek bo od jutri naprej delal na taki način. Za vse dodatne stvari, ki jih potrebujete, ker v enem oddelku bomo imeli precej veliko sprememb, sem pripeljal na podjetje človeka, ki bo cel čas z njimi in jih bo podpiral in jih bo mentoriral pri tem, da bojo lahko te stvari izvajali. Ker je iluzija od ljudi pričakovati, da so do včeraj delali nekaj na ta način, zdaj bojo pa za 90, pa za 180% to, kar spremenili, pa bo rezultate prileteli, ne. In enako sem naredil tudi v vseh ostalih oddelkih. In kaj mislite, kaj se je zgodilo? Tako kot sem vam rekel, 80% ljudi je srečnih, veselih in zadovoljnih, pa še več talentov bojo lahko zdaj živeli, kot so jih pa lahko prej. In to je to, kaj je osnovna naloga. Ampak zdaj ljudje od vas pričakujejo jasnost in strukturo. Ne pa, da boste zdaj šli, prosim, razumite me prav, jaz vam samo svoje mnenje povem. Jaz ne bom rekel, da zdaj ni čas za demokratični način vodenja. Ampak katero podjetje ima zdaj čas, da bo sklicovalo sestanke, da bo delali v neskončnosti, ne vem, Zoom konference, pa ne vem kaj še vse. Ja, 2 meseca bo minilo, naslednja 2 meseca. Tisti, ki imate take dejavnosti, zavedajte se tega, prosim, bodimo realni, čez 1 mesec pa pol se začnejo v resnici dopusti. In tako kot zdaj zgleda, ljudje bojo kljub temu šli na dopuste. Ja, komu boste v času dopustov zopet kaj prodajali? Se pravi, tisti, ki ne boste stabilizirali svojih aktivnosti v naslednjem mesecu pa pol, do septembra čakati, da boš pa zopet začel delati, je pa, odkrito povem, res zelo dolgo obdobje in je skoraj da vseeno, kaj delate. Ja. Jaz bi tukaj, Silvester, dodal samo eno stvar, ne? Da dostikrat je res potrebno biti pripravljen, da se bodo zgodile korenite spremembe. A ne?
In ko si kot, predvsem, če govorimo tu kot vodenje, ne, ker v bistvu smo dali, kako voditi oziroma prodajo oziroma sploh ljudi v teh situacijah, ne, moreš biti, se pravi, ne bom rekel, da moraš biti odporen na stres, ampak se pravi, moraš znati ločiti, se pravi, kaj so v bistvu stvari, na katere imaš vpliv, ne, in sam si tudi prej povedal, ne, likvidnost v podjetjih, pa tudi, se pravi, osebna je ena izmed ključnih faktorjev, ki je zelo pomembna. Jaz bi šel, Silvo, še naprej. Dovolj je bilo o vodenju. Jaz bi samo eno stvar povedal, ti boš šel verjetno zdaj na prodajni del, ne? Ja, ker imamo še 10 minut za to. Okay. Zdaj, tisti, ki vas zanima kaj več o prodaji, čist malo marketinga, knjiga Prodaja, ki smo jo z Wernerjem Katzengruberjem tudi napisala, notri imate en kup konkretnih stvari. Vzamite si tudi kako drugo knjigo. Ampak dajte si zdaj tudi malo časa za izobraževanje, predvsem tiste deli, kjer so tam not napisani o tem, kako pripraviti prodajne lijake, kje stranke najti, na kak način si te zadeve narediti. Pustimo mi zdaj prodajne tehnike. Zdaj ni čas za prodajne tehnike, zdaj je čas za sisteme, strukturo in pa taktike in strategije. Izvoli, zdaj, ko si knjigo pokazal, jim lahko razkrijeva skrivnost. Odločili smo se, da bomo, se pravi, znotraj vas, tisti, ki ste komentirali, pa tisti, ki boste še komentirali, bomo izžrebali, oziroma ne bomo mi, ampak bojo na Gospodarski zbornici izžrebali 5 vas, ki ste komentirali, in vsak od vas prejme eno knjigo Prodaja, pika. Ok? Gremo dalje. Gremo naprej, in sicer jaz sem za vas eno, bom rekel, tako konkretno akcijo in na drugi strani tudi malo provokativno vprašanje. Ker ko delamo konkretne akcije, je zelo pomembno, da se osredotočamo na podatke, dejstva, na stvari, ki jih imamo, seveda pa moramo imeti vse te stvari zbrane na nek način na enem mestu, in to je recimo ena izmed težav, ki jih ponavadi imajo podjetja, vse imajo podatke na različnih mestih ali pa tudi nabavniki in potem enostavno ne znajo prideti oziroma si pomagati s temi informacijami. In za vas vprašanje, ste pripravljeni na vašo novo realnost? Se pravi, stanje, v katerem smo zdaj, to je naša nova sedanjost, naša nova realnost, in ko se recimo pogovarjam z ljudmi, ali pa ko sem se pogovarjal, se pravi v zadnjih mesecu pa pol, 2, je bilo, ok, kako se bom zdaj jaz privadil na to situacijo. Ko pa se pogovarjam zadnjih 10 dni z istimi ljudmi, pa mi pravijo, ja, zdaj sem se jaz na to situacijo navadil, kako pa se bom zdaj na novo situacijo, ker v bistvu javni promet se je sprostil, vse stvari se dogajajo, in to je naša nova realnost. Se pravi, moramo biti na nek način prilagodljivi in fleksibilni, in tudi v samem konceptu vodenja je zelo pomembno, da poznamo svoje ekipe, bodi si prodajne, bodi si ostale, da znamo te ljudi usmerjati. In naloga vodje, predvsem tega danes nismo še povedala, naloga vodje mora biti usmerjanje teh ljudi, ne pa opravljanje nalog. In to je eden izmed največjih problemov, ki jih imajo podjetja, pa ne bom rekel samo v Sloveniji, tudi v tujini. Ok? Sales 4.0. Se pravi, Werner, s katerim sta Silvestrom napisala knjigo, prosim, če lahko tehnika pokaže, se pravi, Silvota v tem trenutku, se pravi Sales 4.0, potem pa tudi na slajdu vidite na desni strani, kako na nek način, se pravi, da danes potujejo naše novodobne stranke. Se pravi, vidite, se pravi, od socialnih medijev, televizije, radija, vse tako naprej, na nek način stranka, se pravi, preko oglaševanja, preko newsletterov, se pravi, prodajnih pisem poslanih preko e-mailov in tako naprej, na nek način potuje. In mi stranke na nek način informiramo. In seveda od tega, se pravi, je odvisno, kakšno psihometrijo oziroma kakšne navade kupcev mi poznamo. Na ta način mi lahko, se pravi, na koncu sprejemamo odločitev. Sama s Silvestrom so bila v kar nekaj primerih prisotna, kjer smo v tujini delali, tako bom rekel, čist
konceptualno nov koncept prodaje 4.0, povezava se pravi z načinom oziroma razmišljanje kupcev. In če želite, bom rekel, v Sloveniji en tak konkreten primer, kjer imajo v bistvu dosti dobro stvari naštudirane, si poglejte spletne trgovce. Ne bom jih imenoval z imenom, ampak spletni trgovci, dva imamo zelo močna, imata zelo močen ta sistem razdelan in to je primer, vam dam iz dobrih 2 mesecev, se pravi, najprej sem kupil zimske gume, ker sem rabo zamenjati zimske gume in v tistem trenutku sem gledal tudi letne gume. Čez 2 dni sem dobil sporočilo, ali so za vas še te letne gume aktualne. In se pravi, vi morate vedeti, se pravi, kaj se z vašimi ljudmi dogaja, kaj so vaše kupne navade. In dejansko to je v bistvu ta konkretni del vezan na samo prodajo. Tako da gremo naprej in če se zdaj pogovarjamo, se pravi, v samih konkretnih aktivnostih. Morate si kot vodja prvo sam razjasniti, kaj so tiste ključne aktivnosti, postaviti prioritete, pogledati tista prava dejstva, na podlagi katerih boste vi sprejemali odločitve, ko boste te stvari predajali naprej oziroma razložili svojim prodajnikom, svojim sodelavcem, je pomembno, da date eno stvar zraven. Prosim, pozorno poslušajte. Razlog morate dati. To in to delamo zaradi tega in tega razloga. Ko sem se včeraj pogovarjal z enim vodjem, je rekel, ja, ok, če dam razlog zraven, potem vedno vse naredijo. Ja, in v kakšnih primerih daš razlog zraven? Ja, ne vedno. Potem sam veš, kakšen je rezultat. In midva počasi, Silvester, se pravi, tudi s tem prihajava do konca, ne? Tako da bi dodal še tebi, oziroma jaz bi prvo povabil, se pravi, naše udeležence, da se še enkrat, se pravi, povežemo na Mentimeter in da pogledamo, kaj je tisto, kakšne odgovore so oni dobili na način, tako da predajam besedo tebi, Silvester, jaz pa vmes priklopim stvari. Hvala ti poštimaj to tehnično. Jaz bom povedal še enkrat to, kar smo šli skozi. Jaz sem vesel in tudi vem, da večina med vami niste pričakovali, da imamo mi dva z Andrejem čarobno palčko za vsakega med vami. Upam in želim si, da ste dobili ogromno konkretnih informacij iz prakse. Ja, na začetku smo vam tudi povedali, kak je teoretični model. V 1,5 ure je seveda nemogoče dati ljudem vso znanje, pa še to moramo vedeti, povedala smo vam tudi v začetku, da boste dobili najino percepcijo oziroma najin pogled oziroma to, kar delamo mi pri nas na podjetju. Jaz sem še enkrat si upal in si dovolim povedati to, v primeru, da imate kakršnakoli dodatna vprašanja, ali se obrnete direktno na GZS, se pravi na organizatorja današnjega webinarja, in še enkrat hvala na tem mestu. Seveda pa s kakimi vprašanji lahko kontaktirate tudi nas, z veseljem vam bomo odgovorili. Kot rečeno, 5 med vami bomo dali tudi to našo knjigo prodaja, da si boste lahko te stvari doma malo pogledali. Sicer pa še enkrat bom pred zaključkom povedal eno stvar oziroma nekaj misli. Začnite prevzemati odgovornost zase, za svojo kariero in za svoja podjetja v bistvu v svoje roke. Ne čakajte in ne pričakujte, da vam bodo drugi ljudje naredili, dali kakršnokoli neko zadevo. Jaz vidim tudi sam, ko pridemo v podjetje in začnemo z nekim podjetjem sodelovati, ljudje ponavadi zelo hitro razumejo, na kak način oziroma kakšno pomoč oziroma kakšno podporo lahko od nas, se pravi trenerjev, coachev, svetovalcev, še posebej tistih, ki smo tudi sami podjetniki in razumemo podjetniški način delovanja, se pravi, kaj natančno lahko od nas dobijo. Tisti, ki boste to gledali v posnetku, seveda ne boste mogli postavljati vprašanj zraven. Jaz upam in želim, da smo tudi na večino vprašanj vsaj pavšalno, bom rekel, z Andrejem odgovorila, si bom pa upal ob koncu biti malo piker. Morda celo preveč. Dokler se boste skrivali in se ne boste pojavljali v javnosti z polnim imenom in priimkom, dokler ne boste razkrili svojih
stvari, ki jih počnete, svojih talentov, ki jih znate, tako dolgo tiste stranke, ki so za vas prave stranke, k vam ne bojo prišle. Včasih je treba si upati več, včasih se je treba bolj razgaliti in sploh v teh časih, ki so zdaj, govorimo predvsem o prodaji. Verjamte mi, je treba marsikdaj dati bistveno več ljudem na začetku, včasih tudi bistveno več povedati in pokazati, seveda, če imaš kaj povedati in pokazati, kot pa je bilo to v preteklosti. In to je ta nova realnost, ki je seveda povezana s tem, o čemer je Andrej prej govoril, z to celotno strukturo. In kot rečeno, imate možnost tudi v Sloveniji dobiti ta znanja, samo dovolite si priznati, da si to v resnici želite in da v resnici želite stopiti nekaj korakov naprej. Iz moje strani za danes toliko. Hvala lepa. Tako. Ok, še čakamo prve rezultate, se pravi, greste na menti.com, pa potem izberete drugo številko, kar pogumno naprej. In seveda tudi iz Gospodarske zbornice so za vas pripravili še eno vprašanje, vprašanje najdete in sicer se pravi v tem Q&A, kjer imate vprašanje in odgovore, kjer vas prosijo za eno kratko anketo, da jo spomnite, da tudi oni vidijo, se pravi, kaj so tiste stvari, ki so za vas bile pomembne, kaj je tisto, ker v končni fazi vsi skupaj mi kreiramo trg in na podlagi tega, se pravi, skupnega sodelovanja in kar nekaj prodajnikov sem sval oziroma postavila vprašanje v zadnjih tednih, kakšno je vaše mnenje o skupnem sodelovanju oziroma povezovanju prodajnikov, nabavnikov na trgu, kajti če pogledamo Nemčijo, nas v zadnjem času več nabavnih služb kontaktira, da treniramo njihove nabavnike za pogajalske vsebine kot pa prodajnikov, ker vedo, da dejansko največji prihranki sploh v večjih podjetjih in vem, da tudi danes je kar tukaj nekaj prisotno bilo nabavnikov. Iz tega stališča zelo, zelo pomembno, kako znate zagovarjati, kaj potrebujete. Tako da tudi z moje strani hvala Gospodarski zbornici, hvala Silvo, hvala tehnični ekipi Gospodarske zbornice in s tem tudi z današnjim webinarjem zaključujemo. Srečno! Čau, čau! Čau!